Zadnji ledeni lovci. Najprej vabim, da se mi na odru pridruži sorežiser in direktor fotografije Rožle Bregar. Rožle, najprej iskrene čestitke za film. Hvala. Žal z nami ni režiserja, producenta in scenarista filma Jureta Brecelnika. Zadnji ledeni lovci je zadnje delo, ki ste ga ustvarili skupaj in verjamem, da ti je izjemno hudo, ker ga nocoj ni z nami. Našli smo sliko, posneto na Grenlandiji leta 2014, ki nazorno pokaže, kakšno sreča in mirnost je spremljala ob snemanju na tem odmaknjenem kotičku planeta. Najbrž si se nocoj tudi sam spomnil na vse čudovite trenutke, ki ste jih preživela skupaj ob vajinem ustvarjanju. Ja, jaz sem res vesel, da sem Jureta v bistvu srečal po enem takmu naključju. In po tem prvem srečanju sva vedela, da bova delala enkrat projekte skupaj. Oba sva bila navdušena Outdoorovca. In kmalu je sledil prvi projekt Era Magica par let nazaj. Sicer ne taka tematika, ampak takoj sva našla v bistvu neko skupno nišo. In ni minil dolgo, ko sem imel en intervju za časopis in me ena novinarka vprašala, kam bi pa jaz račel, kdaj v življenju snemati, in sem je potih rekel na Grenlandijo. In Jure me čez en mesec pokliče in reče, slišal sem za eno super zgodbo na Grenlandiji, a bi šel ti z mano? In valjda sem bil takoj za, ful sem bil vesel. To je bilo leta 2014, ki je nastala totala fotografija. In sicer sva šla na raziskavo gor. Jure je res slišal to izredno zgodbo na Islandiji in ko sva prišla gor, je bil zelo navdušen nad celotno zadevo. In res je dal vse od sebe, da je pač dobil sredstva in da smo lahko začeli s produkcijo. To je bilo leta 2015, ko smo šli najprej v Bruselj in pač Jure nas je žal zapustil med samim snemanjem. Pač res nismo vedeli z ekipo, kaj narediti. To je bilo v bistvu en mesec pred glavnim odhodom. Pač zbrali smo neke skupne moči in smo se z ekipo družno odločili, da pač vse glih speljemo projekt čim prej in tako, ki je bilo planiran. Sledili smo pač njegovim smernicam in moram reči, da pač smo res ekipno naredili ta film. Ne sam kot jaz režiser, pač res je celotna ekipa pomagala to narediti, tako da res hvala celi ekipi. Hvala seveda tudi celotni ekipi z naše strani vseh gledalcev, ki v Sloveniji absolutno ne bi vedeli, kaj se sploh dogaja tem ljudstvom in kako podobne so njihove usode z našimi usodami. Hvala, ker ste nam to približali in prepričan sem, da je to dokumentarni film, kjer se vidi in po eni strani bogata vsebina, ki jo je Jure našel in je nekako uspel z vašo pomočjo spraviti v odlično vsebino, in pa tudi definitivno presežek iz strani vizualizacije, ki vsakogar od nas nekako premami, da se zaljubi v Grenlandijo. Tam ste bili 2x po 5 tednov, posneli več kot 80 ur snemalnega materiala. Najbrž da je res impozantno, ko si enkrat v tej okolici in vidiš, kako čudoviti kraji so to. Ja, res gre za pač eksotično deželo, v katero je bil Jure tudi neznatno zaljubljen, konec koncev, pač on je imel res rad mraz in let in pač to nam je res dalo tudi energijo, da pač probamo narediti, bom rekel, čim boljše posnetke, najdeti čim boljše stvari. Pač tam smo preživeli 2x po dober mesec. Če bi bilo le moč, bi preživeli mogoče cel let, da bi nastal še boljši film, ampak jaz mislim, da v danih okoliščinah smo naredili pač res en tak super izdelek in jaz mislim, da bi bil Jure tudi ponosen na nas. Hvala, Rožle.
Nocoj se skušamo nekako osredotočiti na vse lepo in slaviti življenje. Z Juretom ste bila najboljša prijatelja in ravno povezanost, kot praviš, v homogeno ekipo je botrovala izjemnemu izdelku, ki smo ga lahko premierno videli. Veliko zaslug za izpeljan projekt ima še en odličen Juretov prijatelj, ki je deloval kot producent in asistent režije, Slaviša Majstorović, ki ga vabim, da se nama pridruži. Slaviša, žal na Grenlandiji niste bila skupaj z Juretom, ampak sem prepričan, da ste se tudi ti nocoj spomnil vseh lepih trenutkov in vsega znanja, ki si ga pridobil v letih sodelovanja z njim. Kot je tudi Rožele povedal, oboževal je zahtevne terene, pa naj gre za navpične stene ali pa ledene poligone Islandije oziroma Grenlandije. Vedno je znal poiskati prave zgodbe polne navdiha in takšna je tudi ta. Vedno se je znal poistovetiti z ljudstvi, s tragičnimi usodami. Kako ste pravzaprav sami kot ekipa videli to zgodbo kot res nekaj izjemnega, hkrati odmaknjenega, ampak tudi povezanega s Slovenijo? Ja, v bistvu je Rožele toliko lepo povedal, da jaz ne vem, kaj bi še dodal sploh, ne. Mogoče to, da sem Jureta poznal mene 15 let, ne, in od prvega dneva sem vedel, da je en poseben človek, ne, ki je poln energije, bil poln življenja in je to življenje tudi dolival vse, kar je delal, ne. Karkoli je delal, od športa do fotografije, do življenja samega, pač res je živel z polno žlico, ne. In sem vedel, da ko me je poklical, da se ukvarja s filmi in če bi mu kaj pomagal, ne, sem rekel seveda, ne, to je neverjetna priložnost in sem tudi par zgodb z njim delal, ne, ki so bile tudi najboljše izkušnje mojega življenja in to tudi velja za Grenlandijo, ne. Je res posebna zgodba, je poseben kraj, ne, in ja, pač to ti ostane do konca življenja, no. Meni je bilo izjemno fascinantno, ko sem videl, kako blizu tem ljudem ste prišli. Se spominjam, da je nekoč bila tudi zgodba, ko ste obstali, dejansko ste obtičali na Grenlandiji. Kako so se ljudje počasi odpirali celotni filmski ekipi in vas sprejeli? Gre za majhno skupnost, ampak bili ste pravzaprav prebivalci te vasi. Ja, bilo je kar težko, ne, ker oni so po eni strani navajeni na tujce, ki prihajajo, postanejo dan, dva, teden in potem grejo večinoma turisti, ne, tudi dosti snemalnih ekip je, ne, ki se tam potika okoli, ne. Mi smo probali pač dejansko biti tam, kar se da dolgo, ne, bili smo omejeni z okoliščinami, finančnimi in časovnimi. In v tem času smo probali enostavno biti z njimi, ne, in se z njimi nekako poistovetiti, kakor se pač lahko, ne, in jih spremljati, ne, in je prav s časoma se videl, kako se počasi odpirajo, ne. So zelo nežni in mogoče zadržani ljudje na prvi pogled, ampak ko se pa odprejo, te pa res spustijo notri, ne. In to se še videlo posebej v drugem obisku, ko smo prišli po zimi. Večina jih je bilo presenečena, če kaj pa počnete tukaj spet, ne, in potem so nas res vzeli za svoje, ne. In ja, kot si rekel, ne, smo bili tudi obtičani, ne, na eni mali vasici za kakšen teden, ker ni bilo pač nobenega prevoza, ker se je helikopter pokvaril, ker je bilo slabo vreme in smo pač tam živeli z njimi, sporazumevanje z rokami, zelo super izkušnja, no. Ja. Super, definitivno se zanos in srčnost celotne ekipe, ki ste jo opravili, čuti tudi na filmu. Pardon za moja vprašanja, a je še slučajno kaj takega, kar ni bilo v teh vprašanjih zastavljenega? Je kaj takega, kar vam leži na duši in bi rada povedala? Jaz mislim, da film kar govori zase, no, mislim, mi smo res probali tudi za Jureta to narediti in za te ljudi, ne, ker se nam zdi, da to je ena vredna zgodba, ki jo Jure prepoznal, ne, in sem v bistvu zelo zadovoljen z izdelkom in se tudi zahvaljujem vsej ekipi za vso pomoč in podporo in je bilo zelo všeč, da smo to skupaj naredili, ne, skupno, tako da ja. Film smo seveda posvetili Eli, tako kot si je tudi Jure želel in upam, da bo Ela zadovoljna s tem filmom, ki ga bo čez par let razumela. Hvala, Dino.
Široko ekipo, ki je ustvarjala zadnji Juretov dokumentarni film, je njemu v slovo in globok poklon kot producentka po sili razmer in neljubega dogodka ob Juretovi smrti povezovala Juretova žena Natalija Gros, ki jo vabim, da se nam pridruži v podru. Natalija, z zvesto filmsko ekipo ste skupaj končali Juretov zadnji dokumentarec. Z Juretom sta preživela ogromno prelepih trenutkov. Od vajine prve premiere dokumentarnega filma Magnezij in čokolada naprej si bila pogosto njegovo vodilo ustvarjalnosti, njegova muza, tokrat pa si po sili razmer prevzela producentsko vlogo. Ja, najprej en lep dober večer še iz moje strani. Jaz upam, da bom zmogla še tele zadnje besede. Zelo sem emocionalna, vedela sem, da bo težko, ker je to res zadnji dogodek za Jureta. Ampak se bom najprej zahvalila vsem tistim ljudem, zaradi katerih je danes tale film sploh bil na velikem platnu. In sicer najprej bi se iz srca rada zahvalila Juretovima staršema, Mojci in Viliju Brecelniku, za vso pokončno držo in podporo, ki sta nam jo vsem nudila. Tako da res najlepša hvala. Predvsem gre ena velika zahvala moji mami, Valeriji, ki danes tudi praznuje rojstni dan, pa varuje tudi mojo Elo doma. Res brez nje bi bilo ti 2 leti in pol res težko, tako da hvala moja mami. Ja. Potem bi rada rekla hvala moji Eli, seveda, za vso motivacijo in voljo, da sem zjutraj vstala iz postelje, ko je bilo najtežje, in pa seveda mojemu bratu Urbanu, in vsem ožjim sorodnikom, Juretovim in mojim. Potem bom nadaljevala z mojimi res dobrimi prijatelji, brez katerih res ne vem, kako bi zmogla. Njihova podpora je bila res srčna in res velika, tako da res najlepša hvala vsem, predvsem moji prijateljici Maji, res si zlata Maja, hvala lepa. Imam pa danes prav, ko se že reče, pildek, no, da ne bom koga pozabila. Tako da res hvala Kinodvoru za organizacijo premiere, hvala distribucijski hiši Fivija, potem pa seveda hvala tudi tistim, zaradi katerih smo finančno sploh zmogli ta projekt, in sicer, da začnem pri sofinancerjih, Slovenski filmski center, Medija, koproducenti RTV Slovenija, potem Studio Ritem in Vizualist z Rožletom in Mihom na čelu. Potem hvala vsem sponzorjem, od Sberbanke do Midgard Adventure, potem Arctic Sailing do North Face Slovenija, in pa da nadaljujem naprej, potem gre pa največja zahvala celi filmski ekipi z Rožletom in Slavcem na čelu, s katerima smo se takrat, ko je bilo najtežje, skupaj odločili, da gremo to srčno in pogumno naprej. Brez vaju ne vem, kako bi zmogla, oziroma sploh ne bi, tako da res najlepša hvala obema, predvsem pa celi ekipi, ki je dala v ta film toliko svoje srčnosti, toliko svoje požrtvovalnosti, nikoli jim ne bo mogla biti ta požrtvovalnost poplačana. Tako da res hvala ekipa, zlati ste in res brez vas nam ne bi uspeli. Tako da res hvala lepa. In potem gre zahvala še seveda res zelo pomembna Grenlandiji in pa vsem nastopajočim, predvsem Grenlandcem, ki so to njihovo zgodbo delili z nami, namreč brez njih tega filma sploh ne bi bilo, tako da res najlepša hvala. In pa na koncu še zadnja zahvala, tam nekje zgoraj nad oblaki gre mojemu Juretu. Toliko filozofije in modrosti življenja, kot mi je dal on, ne vem, če mi je dal kdo v življenju, in vse to me je gnalo, da smo skupaj končali in uspešno končali ta projekt. Res je bilo težko, ampak še danes mislim, da je v bistvu ta film kot nek biser, ki zraste v školjki, večkrat poudarjam to, nekaj toliko lepega, ki zraste iz toliko velike bolečine, ampak na koncu je v bistvu toliko lepo.
da vse to odtehta tisto bolečino. In verjamem tudi, da je Jure tam gor nekje res srečen in zadovoljen, da smo mu postavili najlepši možen spomenik in to večen spomenik. Tako da jaz bi rekla samo še to, da se z današnjim dnem tudi simbolično končuje najina ljubezenska zgodba, ki se je začela, kot si rekel, z magnezijem in čokolado. Tam se je začela na premieri tega filma in se danes tudi končuje. Seveda bo Jure vedno z nama in vedno v najinih srcih, ampak tako čutim, da se je danes tako lepo en tak krog najine ljubezenske zgodbe in opus njegovih 9 dokumentarnih filmov končal in zaključil. Tako da, Jure, počivaj v miru in pogrešali te bomo in hvala vsem, ki ste prišli danes. Hvala. Vsi trije ste z Juretom sodelovali seveda že tudi pri prejšnjih projektih, Rožle kot direktor fotografije na dokumentarnem filmu Terra Magica in kasneje kot tesni sodelavec Filmit produkcije pri končevanju vseh Juretovih projektov, Slaviša kot Juretov sodelavec v produkciji filma Terra Magica ter tesen sodelavec Filmit produkcije po Juretovi smrti. Natalija je nastopila kot glavna igralka v dokumentarnih filmih Magnezij in čokolada, Nova dimenzija ter Tango Vertical. Kasneje pa je kot Juretova največja podpornica v njegovem filmskem ustvarjanju po njegovi smrti zvesto ekipo poleg Zadnjih ledenih lovcev dokončala tudi celovečerna dokumentarna filma Terra Magica in Prečkanje Islandije. Seveda si vsi trije za vse delo zaslužijo še en velik aplavz. Seveda pa je za izdelek, ki smo ga videli, odgovorna precej širša ekipa, ki jo prav tako vabimo na oder. In sicer vabimo, da se nam pridružijo pred platnom najprej Miha Avguštin, ki je skrbel za kamero. Posebna zahvala. Posebna zahvala seveda za vse opravljeno delo na Grenlandiji. Bili ste z ekipo obakrat na Grenlandiji in v neizmerno pomoč ob Juretovi odsotnosti. Na oder vabimo tudi Urbana Potočnika, ki je poskrbel za montažo in obdelavo slike, tudi že pri filmu Terra Magica. Avtor glasbe tudi v večjih Juretovih filmih Magnezij in čokolada, Nova dimenzija, Divji, Terra Magica in seveda tudi Zadnji ledeni lovci je bil Miha Petric. Na oder vabim tudi gospoda Igorja Kadunca, ki je bil asistent producenta, tudi že prej na filmu Prečkanje Islandije, sicer generalni direktor RTV Slovenija, glavnega koproducenta filma ter tesen in nepogrešljiv Juretov sodelavec že pri prejšnjih dokumentarnih filmih. Za snemanje glasbe je poskrbel Janez Moder. Tonski mojster je bil Simon Šimat. Na oder vabim tudi svetovalko scenarija, ki je bila tudi montažerka filma Divji in filma Ko črte govorijo, svetovalka scenarija in montaže pri večjih Juretovih dokumentarnih filmih, sicer pa nepogrešljiva prijateljica in velika podpornica tako Jureta kot Natalije, vabimo Svetlano Dramljič-Jovičič. Na oder vabimo tudi Marjeti Oblak, ki je skrbila za računovodske storitve in bila velika podpornica Jureta in Filmit produkcije od vsega začetka.
in vabimo še svetovalca, snemalca zvoka Gašparja Loborca. Žal zaradi odsotnosti in drugih obveznosti nocoj niso z nami Wesley Johnson, ki je skrbel za kamero, Američan, ki je s fanti snemal na Grenlandiji, pa Jure Legac, ki je poskrbel za grafično podobo filma, bil pri grafični identiteti filma prisoten tudi na filmu Prečkanje Islandije, ter Borut Berden, oblikovalec zvoka, ki je poskrbel za oblikovanje zvoka tudi na filmih Terra Magica in Prečkanje Islandije, ter svetovalko scenarija Heidi Kanzler. Vsem pa se seveda lahko zahvalimo z aplavzom. Z nami v dvorani pa so še nekateri člani, ki so tesno sodelovali pri Juretovih prejšnjih filmih ali bili podpora Filmit produkciji in se jim za strokovnost in podporo seveda zahvaljujemo z aplavzom. Tilen Čufer, asistent režiserja in montažer filma Prečkanje Islandije, ki je imel po Juretovi smrti največje zasluge, da je bil film Prečkanje Islandije dokončan, bil je tudi asistent montažerja pri Divjem, poskrbel je za grafične animacije pri filmu Terra Magica in bil velik Juretov prijatelj. Torej, Tilen Čufer, en aplavz zanj. V dvorani pozdravljamo tudi Matica Oblaka, ki je poskrbel za kamero na filmu Terra Magica in za dodatne posnetke na filmu Prečkanje Islandije. Zahvaljujemo se tudi velikemu Juretovemu prijatelju in podporniku, ki je poskrbel za celostno grafično podobo filma Terra Magica, Benjaminu Ivančiču. Prav tako velik Juretov prijatelj, producent filma Divji, izvršni producent filma Ko črte govorijo, Kole Koliševski. Scenarist pri filmu Ko črte govorijo, Žiga Valetič. Hvala seveda tudi RTV Slovenija, kjer je bil Jure v 2 dokumentarnih filmih kot režiser in pa producentu Jaki Hemlerju. Odgovornemu uredniku Andražu Pešlu. In pa najboljšim prijateljem Mihu Kačiču, Petru Đodaniju, Stjepanu Drači, Stevotu Pavloviču, Sašu Stojkanoviču, Vidu Sagadinu in še mnogim drugim, ki jih danes ni z nami in na kogar smo morebiti pozabili. Vsi si seveda zaslužijo velik aplavz. Mislim, da je prav, da se za zaključek avtorjem dokumentarnega filma Zadnji ledeni lovci še enkrat zahvalimo z ogromnim aplavzom. Kot je Natalija omenila, s filmom postavljamo večni spomenik obsežnemu Juretovemu opusu dokumentarnih filmov. Na mizici v Kinodvoru je spominska knjiga za Elo. Napišite ji kakšno lepo misel, izrazite vaše občutke, vaše mnenje o filmu, misli o Juretu, pohvale, vzpodbude, karkoli, kar bo mali Eli dajalo dodatnega poguma in zanosa v življenju. Hvala še enkrat vsem, seveda večera še ni konec, čaka nas oziroma vabimo vas na pogostitev in druženje v kavarni Kinodvora, kjer si boste lahko izmenjali vaše vtise o pravkar videnem filmu. Jure je živel intenzivno in polno življenje, zato bi želel, da tudi mi nocoj slavimo življenje in nazdravimo na nove, takšne in drugačne življenjske izzive. Hvala še enkrat vsem in prijeten večer še naprej.
Hvala vsem in lepo vabljeni na kozarček rujnega, da proslavimo življenje in gremo z nasmehom domov.